Lepo pozdravljene, drage prijateljice in prijatelji, borke in borci za čisto pitno vodo. Dobrodošli na že 14. velikem shodu za zaščito pitne vode pred Jankovićevo zastrupitvijo. Danes sem se zmotil. Sem mislil, da bom tukaj sam. Pa nisem. Hvala vam, da ste prišli in hvala, da kažete, da se vodo brani vedno in povsod. Tudi ko pada dež, če bi padale dol prekle ali pa če bi padal sneg. A je tako? Hvala vam. Danes smo tukaj pred ljubljanskim magistratom že 14-tič, zato, ker ne dovolimo, da bi Janković preko zbirališč naše pitne vode, vode v naših pipah, spustil vsak dan 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak in nam s tem zastrupil vodo za celo življenje. Tukaj smo pa tudi zato, ker se borimo za to, da bi bila pravica do zdravstva zadoščena vsakemu prebivalcu in prebivalki Ljubljane. Po zadnjih informacijah, več kot 35.000 ljudi v Ljubljani nima osebnega zdravnika. In da boste vedeli, kaj hoče Janković danes narediti, vodstvu zdravstvenega doma Ljubljana hoče dati nagrado za delovno uspešnost. Novembra 2022 je bil objavljen javni podatek, da osebnega zdravnika v Ljubljani nima 15.000 ljudi. Oktobra 2023 smo na Mestnem svetu dobili informacijo, da osebnega zdravnika nima več kot 35.000 ljudi. Se pravi, bo Janković podelil nagrado za delovno uspešnost vodstvu zdravstvenega doma za to, da je v enem letu več kot 130% več ljudi brez zdravnika. To je noro, to je nesprejemljivo. Nagrado bo dal vodstvu zdravstvenega doma za to, da v nedogled čakate na preglede in da če hočete izvedeti, kaj je z vami, katero bolezen imate, grejo mnogi k privatnikom in plačajo 100%, kljub temu, da redno plačujemo vsi zdravstveno zavarovanje. In takemu vodstvu zdravstvenega doma, ki je pridelalo v enem letu 130% več ljudi brez zdravnika, hoče Janković in njegova večina v mestnem svetu podeliti nagrado za delovno uspešnost. V zadnjih tednih in mesecih je bilo toliko enega dogajanja, da niste veliko slišali o spornem Jankovićevem drekovodu, ampak povem vam, da se je v tem času ogromno dogajalo. Prva pomembna informacija je, da smo tudi v tem mesecu uspeli zaščititi ljubljansko čisto pitno vodo pred Jankovićevo zastrupitvijo. Tudi v tem mesecu Janković ni zagnal kanala C0. To je naša nova velika zmaga. Naslednja pomembna stvar, ki se je zgodila. Se spomnite, da smo se pogovarjali na tem shodu januarja, da je Tina Sršen izdala 29. decembra odločbo, da za kanal C0 ni potrebno presojo vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja. Naj vas spomnim, da je Tina Sršen magistrica mednarodnih odnosov brez vsakih izkušenj na področju varovanja voda. Naj vam povem, da Tina Sršen ni nikoli delala izpita iz splošnega upravnega postopka in da tudi v tem času, ko je podpisovala, ni bila pooblaščena za vodenje in odločanje v upravnih postopkih. Kljub temu je sama lastnoročno, kot popoln neznalica, napisala odločbo, da ni potrebno
presojo vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja za nevaren drekovod, ki grozi, da bo zastrupil vodo za več kot 300 tisoč ljudi. No, in jaz sem dal to odločbo na upravno inšpekcijo. In 27. maja sem dobil odgovor upravne inšpekcije, ki je ugotovila naslednje. Takole so zapisali. Pri nadzoru so bile ugotovljene nepravilnosti, ki se nanašajo na upravičenje za izdajo upravnih aktov in podpisovanje upravnih aktov, pri čemer so bili predstojniku organa odrejeni ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Se pravi, tudi upravna inšpekcija je ugotovila, da Tina Sršen ni bila pristojna podpisati odločbe. Ta ugotovitev upravne inšpekcije je še en velik dokaz o nevarnosti in nezakonitosti celotnih postopkov za gradnjo in dokončanje spornega Jankovićevega drekovoda oziroma kanala C0. Ampak to ni vse. Ta sporna odločba Tine Sršen je najbolj nezakonita zato, ker ne spoštuje zakona o varstvu okolja, ki predpisuje, da za tak projekt, ko je kanal C0, je nujno potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pa pridobiti okoljevarstveno soglasje. In prav tako je ta odločba nezakonita zato, ker je naslonjena in ker se sklicuje v svojem bistvu na odločbo Agencije za okolje iz leta 1916, ki je tudi odločilo, da ni potrebno okoljevarstvenega soglasja in presoje vplivov na okolje. Ampak veste, kaj se je zgodilo s tem sklepom Agencije za okolje? Letos marca, 15. marca, je upravno sodišče ugotovilo, da ta odločba ni pravnomočna, da za njo še teče pritožbeni postopek. Zato ta odločba ne more biti nikakršna podlaga za izdajo kakršnihkoli nadaljnjih upravnih in pravnih aktov. Se pravi, dosežene so bile tudi v tem mesecu pomembne pravne zmage. Zato vas lepo prosim, da vztrajamo še naprej. Teh pravnih zmag ne bi bilo brez naših protestov pred magistratom. Med nami z velikim veseljem pozdravljam evropskega poslanca Brankota Grimsa. Zdaj pa k besedi vabim predsednika mestnega odbora SDS, Aleša Hojsa. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, lep dober dan. Aleš je povedal nekaj o pravnih zmagah, a ne pozabimo na tudi izjemno pomembno politično zmago v preteklem mesecu. Slovenska demokratska stranka je zmagala na evropskih volitvah in podvojila število svojih poslancev. Zato čestitke vsem novim poslancem, posebej gospodu Grimsu, ki je danes tukaj z nami. Vsakemu izmed vas pa seveda velika zahvala za vsak glas, ki ste ga namenili Slovenski demokratski stranki in seveda zahvala tudi vsem, ki ste glasovali zame. Še enkrat iskrena hvala. Koalicija v državi se ne ozira na to, kaj poreče sodstvo. Se ne ozira na to, kaj počnemo mi tukaj in se ne želi ali pa se noče ozirati na to, kar porečejo najvišji politični organi v Bruslju. Zato je pred našimi 4 poslanci dodatna naloga. Ne zgolj zaščita neizgradnje kanala C0, torej tega, zaradi česar se zbiramo tukaj pred sejami mestnega sveta. Njihova prva naloga je obvestiti Evropsko državno tožilstvo, kaj želi spremeniti slovenska oblast. Slovenska oblast želi iz kataloga sumov kaznivih dejanj črtati 2 pomembni zadevi. Želi črtati zlorabo evropskih sredstev in želi črtati to, da bi onesnaženje pitne vode lahko bilo kaznivo dejanje. Zato, spoštovani,
bodo, prepričan sem, tudi naši evropski poslanci v Bruslju naredili vse, da se to ne zgodi. Druga izjemno pomembna stvar, za katero vas vse danes tukaj prosim, da poskrbite za svoj ali pa za podpis vaših najdražjih, najbližjih sosedov, se dogaja tukaj med vami. Med vami je Alenka, ki zbira podpise za vložitev referenduma, ki ga bo Slovenska demokratska stranka vložila zaradi spremembe zakona o parlamentarni preiskavi. Rabimo 2500 podpisov in prepričan sem, da bomo tudi z vašo pomočjo to v naslednjih nekaj dneh zbrali. Zakaj gre? Gre za to, da želijo v slovenskem parlamentu spremeniti zakon o parlamentarni preiskavi tako, da gospoda Goloba ne bi bilo moč več preiskovati. Če po eni strani imamo dva najbolj zaščitena človeka v tej državi, strani sodstva, tožilstva, pa deloma moram reči tudi policije. Eden je tisti, ki sedi tukaj zgoraj, za katerega sam trdim in sem prepričan, da je najbolj pokvarjen in skorumpiran politik v Sloveniji, drugi pa je tisti, ki sedi na Gregorčičevi, ki po moji oceni ni daleč od prvega. Kdo je komu šef, seveda vemo. Torej potrebno je narediti vse, da se ta zloraba pravnega reda v Sloveniji ne ponovi. Poznamo pravno zlorabo v primeru Patria in pred nami je nov konstrukt, ki ga vlečejo še iz časov 15-20 let nazaj, zopet proti našemu predsedniku, proti Janezu Janši, to je konstrukt Trente. Da boste vedeli, v koncu našega mandata smo z spremembo kazenskega zakonika oziroma procesnih dejanj v teh postopkih želeli skrajšati postopke, ki se vlečejo iz predkazenskega v kazenski postopek. To smo želeli storiti zaradi tega, ker ne želimo, da se posebej politične figure, seveda politične figure z desne, leta in leta procesirajo pred sodišči, pa nikoli ne sprocesirajo, kajti njihov cilj in njihova želja je ljudi maltretirati in ker ni seveda dokazov, jih tudi obsoditi ne morejo. Želeli smo spremeniti ta postopek in glej ga zlomka, kaj so pisali v časopisih. Pisali so, da to počnemo zaradi tega, da bomo zaščitili Zdravka Počivalška, pa Janeza Janšo, pa ne vem koga še vsega. No, pred dobrimi 2 meseci je podoben predlog v parlamentarno proceduro poslala tudi naša sestrska stranka Nova Slovenija in kaj pišejo sedaj? Zelo podobne stvari. Torej jasno je, da njihov cilj ni, da se skrajšajo sodni postopki, da so tisti, ki so res krivi, obsojeni v doglednem času in tisti, ki niso krivi, oproščeni v doglednem času. In zopet pišejo o tem, kako se stvari vlagajo zaradi našega predsednika. Zato naj vas spomnim na zelo pomembno dejstvo. Predsednik Janez Janša se je pritožil na zastaranje. Pritožil se je na to, da je zadeva v Patrii zastarala. Kajti ni pristal na to, kot ni pristal na tisto, kar so ga pregovarjali, ko je odšel v zapor, naj dopusti ali oziroma naj zaprosi za pomilostitev in gospod Borut Pahor ga bo pomilostil. Jasno je povedal, da ne bo zaprosil za pomilostitev, ker ni kriv, ker za krivdo, za pomilostitev prosijo samo tisto, ki so krivi in tega ni storil. In na koncu se je pritožil tudi na zastaranje. In verjetno ne veste, ali pa morda veste, Ustavno sodišče je v odločbi zapisalo, da dejstvo, da je
neka zadeva zastarala, pomeni enako, kot da nekdo ni kriv, da je nedolžen. Ampak tega vam mediji v Sloveniji ne bodo povedali, tega vam ne bodo predstavili in tega ne bodo publicirali. Pa ne glede na to, da ne publicirajo, je vseeno drugače, če je nekdo pravnomočno oproščen, kot pa da zadeva zgolj zastara. Zato, spoštovani, še enkrat prosim, podpišite pobudo za ta referendum, ki ga bo naša stranka vložila, in preprečimo to, kar se dogaja v hramu naše demokracije. Smo pa bili v preteklem tednu priča novi nadaljevanki korupcijskih in, kako naj rečem, sorodstvenih zlorab in rabot, ki se dogajajo na nivoju mesta. Lahko ste videli, kako ena od ravnateljic naših vrtcev bajno služi. Bajno služi s svojim popoldanskim podjetjem, bajno služijo njeni otroci ali njen otrok in, kot bi rekel gospod župan, nikome ništa. Celo več, povedal je, da te stvari, ki so nekako v skladu z zakonom, verjetno je bila gospa res da izbrana na javnem razpisu, verjamem, da je bil javni razpis ustrezno prilagojen, ustrezno prirejen in ustrezno procesiran, da naj se v te stvari vendarle nihče ne vtika. Povedal je še več, da to, da pa ima kdo kaj zapovedati zoper otroke, je pa seveda največja svinjarija. In tukaj seveda se lahko z njim popolnoma strinjamo, dokler ne ugotovimo, da v glavnem od otrok govorijo tisti, ki imajo tako imenovane sinove in hčere z zlato žlico v ustih. Torej tisti, ki lahko svojim otrokom zagotovijo to, kar očitno zagotavlja ta gospa ravnateljica, tisti, kot je naš župan sam, za katerega v tem trenutku niti ne vemo, kje dopustujeta ali pa se na plečih lastnih žuljev trudita njuna sinova ali pa še kdo drug v tej državi. In najbolj tipičen primer zaščite lastnih otrok, kar je prav seveda, da jih ščitimo, je bil naš predsednik vlade. Saj verjetno se spomnite, kaj je povedal tam nekje na začetku mandata, ko si je vzpostavil svojo, ne bom rekel para policijo, ampak vendarle, ko si je vzpostavil svoj poseben oddelek za varovanje njega izven policije. Prestavil je varovanje predsednika vlade na generalni sekretariat vlade. Si lahko predstavljate? Torej, na neke uradniške pozicije. On je takrat povedal, da je to storil zaradi tega, ker ne bo dopuščal, da bi kdorkoli zlorabljal njegove otroke, da je zanj družina sveta in da seveda je potrebno narediti vse, da bodo naši otroci najbolj zaščiteni. To je vse res. Ampak potem, ko pa nekdo govori o tem, kako mu je družina sveta, obenem pa živi neko čudno razmerje, lahko danes si videti, kdo mu je najbolj svet. Jaz mislim, da ne otroci, ampak gospa, ki vneto, intenzivno in seveda zelo zaničljivo na socialnih omrežjih govori o našem predsedniku, o naši stranki in se pravzaprav norčuje iz parlamentarne demokracije. Da so ga na levi strani odpisali, je več ali manj jasno. To je najbolj jasno povedal nekdanji predsednik gospod Kučan, ki je v zadnjem intervjuju povedal, da si v Sloveniji želi imeti Čeferina. Torej, gospod Golob je zbledeli ali pa zavrženi obraz. Tako kot je zase govoril, da meče ljudi čez ramo, ga bodo očitno tudi njega vrgli. Da so pa ga zapustili, pa kažejo tudi rezultati volitev, ne zgolj v Sloveniji. Najbolj eksemplarično tam, kjer je cvet levičarstva
In ta ni ne v Ljubljani, ne v Mariboru, ne v Kopru, ampak cvet naših prvorazrednih levičarjev, tistih, ki imajo pravico tam voliti, je seveda v Bruslju. Tja, kamor so 30 let pošiljali svoje najbolj vnete zastopnike, svoje najbolj vnetne aparačitike in tiste, za katere vejo, da bodo vedno volili tako, kot jim bodo naročili. In koga so izvolili tam? Koga so izvolili v Bruslju? V Bruslju so izvolili Vesno. Glejte, gospoda Prebiliča so že izvolili. Ne več gospoda Goloba, ampak gospoda Prebiliča. Torej, čas je tudi v uradništvu prišel na drugo stopnjo in že imajo vsaj začasno novega junaka, ki bo ta teden govoril tudi pod Najevsko lipo. Ampak spoštovani, mi smo tukaj zato, da vztrajamo zato, da kanal C0 nikoli ne pride v obratovanje, da nikoli ne dobi zadnjega dela gradbenega dovoljenja, da nikoli ne dobi obratovalnega dovoljenja in da vložimo vse napore, da tudi na naslednjih državnozborskih volitvah ponovimo rezultat, ki smo ga dosegli na evropski ravni. Zato vsem skupaj živela Slovenija in hvala še enkrat. Hvala lepa, Aleš Hojs. Zdaj bomo pa zavrteli tista dva posnetka, ki dokazujeta, kako se dela na ljubljanski občini. Pod vodstvom Zorana Jankovića. V tekstu veka, vsi vemo, tudi jaz vem. Tudi vemo, da upravna enota gradbeno bo izdala, ne? Če se gre samo za to, a bo izdala gradbeno prej, a bo izdala manj kasneje. Če je rekel prej v soglasje, zato da se ne podaljša postopek, da se za upravno enoto na ustno obravnavo, da ne da razgledam sam, da pač lahko zato, da ne greste na ustno lahko škodnino, pa je rekel ja, in je rekel, da je roka do 2 julija in smo mi pa sam napisali sporazum, da če ne greste na ustno, da dobite svoje posle. Samo to so, še več druge. Ja, to jim pripada, kako se temu reče. Naša cel mesec v pisarni samo decembra se zdi podarila sprejema. Znači še štakom pršutam dol, hitre pošta kaj to, ne? Poprav so zelo dobro nazad pršut, ne, to bomo imeli. Je šla že čez ljudi, da si se pršuta naravali. Ja, to je tako garnitura. Ja, tako kot je rekla gospa, tako garnituro imamo, pokvarjeno in lopovsko. No, da nadaljujem s tisto ugotovitvijo inšpekcije. Se pravi, inšpekcija je ugotovila nepravilnosti pri izdaji odločbe Tine Sršen. Seveda, potem sem jaz zahteval zapisnik, inšpekcijski zapisnik, da bi videl, kaj točno so oni noter zapisali. Ampak poslušajte, potem se je začela pa odvijati prava kriminalka. Inšpekcija je rekla, da tega zapisnika ne more dati, ker Ministrstvo za okolje ne dovoli, ker misli, da je to v nasprotju z javnim interesom. Toliko, da boste vedeli, vsi državljanke in državljani imamo pravico, da v skladu z zakonom o informacijah javnega značaja dobimo čisto vsak dokument, ki nastane v katerikoli državnem organu, občini, katerikoli javni inštituciji. Če tega še niste nikoli uporabili, dajte uporabiti, ker imate do tega pravico. No in v skladu s tem zakonom o dostopu do informacij javnega značaja sem tudi jaz hotel dobiti ta zapisnik. No in seveda oni potem, kot rečeno, odgovorijo, da ne morejo dati. Zdaj pa poslušajte, kako je Ministrstvo za okolje argumentiralo, zakaj je ta zapisnik po njihovem mnenju nujno tajen in da javnost do njega nima pravice, da ga vpogleda. Kot že navedeno, sta bila tako sklep kot odločba izdana v medijsko izredno izpostavljeni zadevi Kanal C0, v okviru katere je bila ustanovljena tudi preiskovalna komisija o ugotavljanju zlorab in nezakonitosti pri gradnji povezovalnega kanala C0 na območju ljubljanskega vodonosnika. Ker je Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo želelo zaščititi uradnike pred negativno medijsko izpostavljenostjo, je odločbo izdala državna sekretarka.
Se pravi, samo zato, ker so se bali, da bi bili uradniki izpostavljeni, je odločbo izdala državna sekretarka. Zdaj pa naprej. Glede na vse navedeno opozarjamo, da bi z razkritjem uradnikov, ki so vodili upravne postopke v konkretni zadevi, le te izpostavili zaslišanju pred preiskovalno komisijo, še preden bi bila zgoraj navedena sodna postopka pred Upravnim sodiščem Republike Slovenije pravnomočno zaključena. Navedeno pa bi prav gotovo vplivalo na njihovo nadaljnje odločitve v primeru, ko bi Upravno sodišče Republike Slovenije tožbo ugodilo in zadeve vrnilo upravnemu organu v ponovno odločanje. V primeru, da bi bili uradniki pred ponovnim odločanjem poleg medijske izpostavljanja zaslišani tudi pred preiskovalno komisijo, kar bi se skoraj gotovo zgodilo, potem tukaj pišejo, da jih je preiskovalna komisija že pozivala, da ne jim dajo imena uradnikov, ki so sodelovali v teh postopkih, bi bili torej uradniki soočeni z vnaprejšnjo sodbo v njihovo nestrokovnost, kar predstavlja kršitev načela samostojnosti uradnikov pri vodenju konkretnih upravnih postopkov in bi pomenilo tudi, da bi bila naslednja odločitev upravnih uradnikov zagotovo vezana na vpliv zaslišanja pred konkretno preiskovalno komisijo. Se pravi, jaz si predstavljam, da uradnik, ki odloča v skladu z zakonom, se nima kaj bati odločitve, ki jo sprejme. Če je ta odločitev zakonita, jo mora biti sposoben zagovarjati pred svojim šefom, pred svojim ministrom, pred predsednikom vlade, pred sodiščem in tudi pred javnostjo. A je res? Česa se torej ti uradniki bojijo? Jaz mislim, da se bojijo samo tega, ker vejo, da niso odločali v skladu z zakonom. Če seveda ti uradniki sploh obstajajo. Zakaj? Jaz močno dvomim, da ti uradniki sploh obstajajo. Kdorkoli od vas je dobil kadarkoli kakšno odločbo kateregakoli državnega organa, veste, da na eni strani je en podpisan, na drugi strani je pa napisano pripravil. In tisti, ki v resnici se spozna na zadevo, ki je vodil postopek, je tisti, ki je napisan pod pripravil. V tej odločbi, ki jo je podpisala Tina Sršen, pa ni noben napisan pod pripravil. Se pravi, je zelo velika verjetnost, to izhaja iz same odločbe in tudi v skladu z zakonom je tako, da je to odločbo pripravila in podpisala tudi Tina Sršen. In potem naprej pišejo, kako so oni v skrbeh za svoje zaposlene, ki ne bi rabili biti nič v skrbeh, če bi odločili v skladu z zakonom. Na podlagi vsega zapisanega je utemeljeno pričakovati, da bi v primeru razkritja zapisnika prosilcev in javnosti še pred pravnomočnostjo sodnih postopkov prišlo do vpliva na odločanje uradnikov v konkretni zadevi in v upravnih postopkih. Se pravi, oni se bojijo, da bi imela javnost, javno mnenje vpliv na odločanje uradnikov. To pomeni samo eno stvar. Bojijo se, da bi uradniki ne odločali po zakonu, kar od njih terja javnost, ampak oni seveda nočejo tega. Oni hočejo, da ti uradniki odločijo v skladu z njihovimi navodili. Ali kdorkoli od nas pričakuje od uradnikov v postopkih kanala C0 karkoli drugega kot to, da odločajo v skladu z zakonom? Nihče od nas. Mi zahtevamo od njih. To je njihova dolžnost, da odločajo v skladu z zakonom. Zato se oni nas in slovenske javnosti, če odločajo v skladu z zakoni, nimajo na svet kaj bati. Potem pa seveda oni ugotavljajo, ne samo, da je problem psihično stanje njihovih uradnikov, ampak ugotavljajo tudi, da razkritje tega zapisnika, se pravi zapisnika o tem, kako so odločali, da se lahko zastrupi voda za 300 000 ljudi, ni v javnem interesu. Oni pravijo, da odločanje upravnih organov o tem, kako tečejo postopki o zastrupljanju vode, niso v javnem interesu. Takole so napisali. Razkritje zapisnika pa v skladu z vsem navedenim ni v javnem interesu. Saj zapisnik o takšne vsebuje nobene izmed zgoraj navedenih okoliščin, zgoraj navedene okoliščine so pa navedli takole. Javni interes je močan, ko gre za pridobivanje in uporabo javnih sredstev.
javno varnost, javno zdravje, odgovornost in transparentnost odločanja, ki sprožijo lahko javno razpravo. Se pravi, najprej citirajo zakonsko določilo, kaj je to javni interes. Še enkrat ponovim. Javni interes je močan, ko gre za pridobivanje in uporabo javnih sredstev, javno varnost, javno zdravje, odgovornost in transparentnost odločanja. In potem oni, poslušajte, zapišejo, razkritje zapisnika po skladu z tem, kar sem zdaj povedal, ni v javnem interesu. Saj zapisnik kot tak ne vsebuje nobene izmed zgoraj navedenih okoliščin, pač pa bi razkritje pomenilo močan medijski in psihični pritisk nad uradniki, ki so vodili upravne postopke. Se pravi, noro! Se pravi, odločba, s katero je bilo odločeno, da lahko 3 milijone litrov nevarnih kanalizacijskih odplak vsak dan teče nad zbirališči in zajetji pitne vode, ki jo pije 300 tisoč Ljubljančank in Ljubljančanov in še 120 tisoč tistih, ki vsak dan pridejo v Ljubljano. Se pravi, odločanje o tem ni v javnem interesu, da vemo, kaj se je pri tem odločenju dogajalo. To je noro. Se pravi, v skladu s tem, kar ste vi navedli, da je javni interes. Se pravi, do teh informacij smo upravičeni zato, ker gre za javna sredstva. Kanal C0 se gradi iz javnih sredstev. Do teh informacij smo upravičeni, ker gre za javno varnost. Zastrupljena voda pomeni radikalno ogrožanje varnosti, ker gre za javno zdravje. Kanal C0 Jankovićev drekovod grozi, da bo zastrupil vodo za 300 tisoč ljudi. In ker gre za odgovornost in transparentnost odločanja, v katero dvomimo in iz katere in iz odločbe izhaja, da ni bilo nobenega transparentnega in odgovornega odločanja. Se pravi, sedaj bijemo boj, poleg vsega ostalega, tudi zato, da dobimo zapisnik upravne inšpekcije o nezakoniti odločbi Tine Sršen, s katero je odločila, da kanal C0 enkrat ne potrebuje presoje vplivov na okolje in okoljevarstvenega soglasja. In še enkrat poudarjam, to je odločila in postopek vodila magistrica mednarodnih odnosov, brez vsakih izkušenj za varstvo voda. Sedaj pa besedi vabim Suada, enega od najbolj vztrajnih borcev za čisto pitno vodo tukaj pred magistratom, da nas na kratko pozdravi. Hvala, Aleš, za besedo. Hvala Bogu, da imamo človeka kot je Aleš Princ, kot je Anja Bah Žibert, Aleš Hojs, Branko Grims, Tina Bregant in hvala za te kmete, ki so svojo krvjo preprečili, da bi se drekovod Zorana Jankovića izvajal naprej. Sem Suad Muslimović, kot vidite sem moški, živim v Sloveniji, nimam se za migranta, še manj pa za čefurja. Se spomnite teh besed ene gospe, ki je prišla na ministerski položaj in ni domačinka oziroma ni Slovenka in se tukaj počuti kot ženska, migrantka in čefurka. V svoji državi vam povem, ker prihajam iz teh južnih krajev, ona ne bi bila niti za papriko prodajati na Babjem placu. Tudi za branjevko ne bi uspela prideti v svoji državi. Tukaj se ima pa za čefurko v državi Sloveniji, katera je tudi meni leta 1978 dala 4 obroke na dan. Prihajam iz Bosne, ko v tisti časi skomaj en obrok imel na dan. Tako da, zakaj se udeležujem teh protestov v organizaciji Aleša Princa, vam povem, da sem osebno dobil vabilo od prvega imena tega drekovoda Zorana Jankovića. Verjeli ali ne? Lansko leto, 9.5. na Orlah, nedaleč stran, se spomnite tistega globokega poklona našega pravosodja, naše domine Švarc Pipan, ki ga je objela, in našega vodstva, ki se mu je klanjalo do tal. Se spomnite njegovih besed,
da smo upokojenci Pavla Ruparja nemočni, dementni, slabotni, tako da moramo organizirano prihajati v Ljubljano na proteste, kjer sami bi se drugače izgubili. To je delovalo tako, da je res dobil ogromen poklon, namesto da bi se mu lisice nataknile na roke, on je pač nadaljeval s svojimi govori kot vedno. Zanima me pa, odkot njegova priljubljenost naenkrat do četnikov in partizanov. Kadar mu kaj paše, se pa pač takrat udeležuje. Takrat sem na govoru protesta Pavla Ruparja na Trgu Republike pozval Jankovića krajem koncem maja meseca, da se opraviči vsem upokojencem, ker si tega ne zaslužimo, da nas nekdo žali. Žali nas ta politika, ki nam daje take mizerne pokojnine in ki nam uvaja eutanazijo. Tako da ta isti Zoran Janković, pa od moje predsednice, kakršnakoli da je moja predsednica, je vrhovni poveljnik oboroženih sil Nataša Pirc Musar, on od nje zahteva, da se mu opraviči, ne vem zakaj. In dobro veste, da predsednica je to odbila, tako da ga jaz iz tega mesta pozivam, kje si pa upa, kjer dol po Srbiji, po srpskem pašalu, ko ga Vučić sprehaja kot kakšnega dvornega norčka in on zahteva od naše predsednice v Sloveniji, da se njemu opraviči. Skrajno, ne etično, nemoralno in to lahko samo razni oligarhi, kot je naš Zoran Janković naredijo. Večkrat smo vprašali, kaj pa imaš ti suvati s tem kanalem C0? Nimam nič. Ampak ni mi vseeno, kaj afriški otroci ali pa azijski otroci pijejo kakšno vodo, kaj šele moji bratje, moje sestre, moji prijatelji tukaj po Ljubljani. Tako da, hvala Bogu, še enkrat ponavljam, da imamo Aleša Princa in njegove proteste podpiram že od prvega dne, tako da hvala vsem prisotnim, ki si ustrajate v tem in skupaj bomo uspeli. Hvala. Hvala lepa, Suan. Hvala lepa, Suat. Od zadnjega shoda se je zgodilo še nekaj zelo pomembnih stvari, ki bodo imele, po mojem mnenju, velik vpliv na to, kaj se bo dogajalo v naslednjih tednih in mesecih. Prva zelo pomembna stvar je, da je 12. junija minister za javno upravo z mesta načelnice upravne enote Ljubljana odstavil Andrejo Erjavec. To je tista načelnica upravne enote, ki je, kot veste, Jankovićini hčerki zrihtal službo v živalskem vrtu. In po mojem mnenju so ocenili, da bi bilo vseeno za javnost preveč koruptivno, če bi ta Andreja Erjavec izdajala tudi sporno gradbeno dovoljenje za kanal C0. Zato so našli novega načelnika upravne enote, ki so ga imenovali zaenkrat, poslušaj, samo za 6 mesecev. Kot da je poslan za to, da naredi nekaj umazanega posla. Marka Grujičiča, on je bil pred tem imenovanjem načelnik upravne enote Domžale. Tako da po mojih informacijah z upravne enote Ljubljana že potekajo zelo intenzivne priprave na to, da se morda še v tem poletju, poslušajte, morda še v tem poletju, izda novo nezakonito gradbeno dovoljenje in sicer pod izrecnimi pritiski Marka Grujičiča, ki je prišel tja s to nalogo. Prav tako slišim, da je dobil Marko Grujičič še eno nalogo in sicer, da izvede postopke za gradbeno dovoljenje za tukajle v bližini, za garažno hišo pod tržnico, ki grozi, da bo uničila, če bi bila zgrajena, celotni stari del Ljubljane. Tako da, če so informacije pravilne, se bo v tem poletju veliko dogajalo. In že sedaj vas prosim, če se bo dogajale te stvari, za katere pričakujemo in predvidevamo, da se bodo, potem se bomo tudi poleti zbirali tukaj.
Potem se bomo tudi poleti zbirali na trasi kanala C0 in s svojimi telesi branili našo čisto pitno vodo za naše otroke in naše vnuke. Se pravi, glede na informacije, ki jih imamo, nas čaka zelo delovno poletje. In še ena pomembna stvar se je zgodila, in sicer 19. junija, to je omenil pa že Aleš Hojs, je Državni zbor sprejel, da se iz kaznivih dejanj črta zastrupitev vode in oškodovanje evropskih sredstev. In popolnoma jasno je, da to delajo samo zato, ker vedo, da bo kanal C0 zastrupil Ljubljančanke in Ljubljančane in hočejo vnaprej obvarovati sodnega pregona Zorana Jankovića in Roberta Goloba in vse vpletene. To je nesprejemljiv zakon. To je protiustaven zakon. Vi sami veste, da imamo pravico do čiste pitne vode zapisano v naši ustavi. In če nimaš ti pravice do čiste pitne vode, branjene z kazenskimi sankcijami, potem ta pravica zapisana v ustavi ne pomeni nič. Se pravi, oni so s tem dejanjem naredili tudi protiustavno dejanje. In še enkrat vam povem, tudi ta informacija, se pravi, ta zakon je dodaten dokaz, da Zoran Janković in Robert Golob delata vse za to, da bosta zastrupila našo vodo in lahko se zgodi, kot sem rekel, preko nameščencev na upravni enoti, da se lahko to odločilne koraki na upravnem področju naredijo že v tem poletju. Zato še enkrat, lepo vas prosim, bodimo pozorni in spremljajmo, kaj se dogaja. Sedaj pa vam besedi Brane Grada. Lepo pozdravljeni. Lepo je, da nas je tako velikem številu kljub nevihti, ki je še pol ure pred prireditvijo divjala tukaj po Ljubljani. In spoštovani, v prejšnjem mesecu se je marsikaj dogajalo. Dočakali smo, da je končno upravna enota Ljubljana poslala poziv za stranske udeležence vsem lastnikom zemljišč, kateri mejujejo na traso kanala C0 pri hipodromu v Stožicah, kjer smo imeli že prej na trasi vse skozi zahtevali. To se pravi, gre za teh zadnjih 130 metrov zemljišč in zdaj je končno to, kar se mora po zakonu zgoditi, upravna enota Ljubljana čisto vsem lastnikom zemljišč poslala, naj se v 8 dneh prijavijo kot stranski udeleženci. To pomeni, veliko več se jih bo prijavilo sedaj, to pomeni na upravni enoti kar nekaj časa dolg postopek, potem ko ta postopek, ko te izvržejo, se prijaviš na MOPE, na drugo stopnjo in postopek traja. Tako da niti na pol zakonito ne more priti do gradbenega dovoljenja zdaj v avgustu oziroma v poletju, kajti poskrbeli smo preko pravnika, da je vsa papirologija glede izdaje gradbenega dovoljenja za teh zadnjih 130 metrov upravna enota mogla predati upravnemu sodišču. In ta zakoniti in obvezen postopek stranskega udeleženca je bil prej izpuščen, zato lahko rečemo, da so bili tudi zaradi tega prejšnja gradbena dovoljenja pridobljena na nezakonit način, saj so bila na ARSU leta 2015 in 2016 napačno izdane odločbe o nepotrebnosti presoje vplivov na okolje in brez obvestila vsem zakonitim stranskim udeležencem. Tega se je prej MOP in sedaj MOPE močno zavedata. V sodnem postopku smo oškodovanci v prejšnjem mesecu dosegli poravnavo varnostne službe zaradi
nezakonitega in z ničemer izvanega nasilja nad lastniki zemljišč na privatnih parcelah, katere niso bile v gradbenem dovoljenju, in varnostna služba ni imela nikakršnega dovoljenja. Prišlo je do poravnave več tisoč evrov odškodnine, katere pa so se odškodovanci povedali in jo namenili humanitarnemu društvu William Julian, katero zbira denar za novo zdravilo za redke bolezni otrok. V prejšnjem mesecu smo bili tudi priča spreminjanju kazenske zakonodaje pri neporabi evropskih sredstev in zastrupitvi čiste pitne vode, kar smo že tukaj slišali, oziroma reševanje župana pri teh robotah, saj se zavedajo, kam so zabredli. Strani poslanca Sajevica in Gibanja Svobode smo slišali leži in sovražnih govor v kmetijah, kako teče gnojnica po dvoriščih. Poslanec Sajevice je predstavil kot popolni nepoznavalec gradne kanalizacije in stanja na C0 kanalu, ni pa opazil, da jih je župan s kanalom C0 že potopil. S tem sem celo Svobodo in celo Levico. Glede na to, da so hočejo čisto pitno vodo oziroma onesnaženje vode izvzeti iz zakonodaje, to ne bo šlo, ker je to potem treba dati na ustavno sodišče. Naj za konec dam primerjavo med županoma Ivanom Tavčarjem in Zoranom Jankovičem. Ivan Tavčar je okoli leta 1900 postavljal mestni vodovod in v njegovem času se je zgradila sodna palača na Tavčarjevi 15, kasneje imenovala Sodna Lepotica. Takrat je bilo ne vem kolikrat manj prebivalcev v Ljubljani in ljudje so mislili, da so nori, ko so postavljali tako veliko sodno stavbo. Glejte, postavljali so jo za naslednjih 100 let. Vemo, v kateri državi se je to dogajalo. Ta država ima še danes najbolje urejeno delavsko zakonodajo v Evropi. Zoran Jankovič pa ogroža mestni vodovod s kanalom C0 in v enem dnevu se je MOL odpovedal predkupni pravici na Litijski 51, saj po njegovem vsaka mišja luknja dobra za sodnike, tudi če je steklena. Primerna pa je že dolgo rezervirana lokacija na Dunajski cesti. Za sodišče je primerna le namensko zgrajena stavba, to je najprimernejša lokacija glede na center mesta in bližine sodne palače na Tavčarjevi. Upam, da smo toliko zavesten narod, da spoštujemo zakonodajo in da bomo tudi sodiščem omogočali primerno delo, sicer pa mora državni zbor sprejemati tako zakonodajo, po katerem se da soditi. Hvala lepa. Hvala lepa, Brane Grad. No, jaz bi še enkrat poudaril to, kar je Brane povedal. Se spomnite takrat, ko so pretepali kmete na trasi kanala C0. Takrat so policija, Jankovič in varnostne službe vsi trdili, da niso tepli kmetov. Se spomnite? Čeprav smo vsi lahko videli posnetke. No, in v tem mesecu od prejšnjega shoda, potem, ko je bila vložena kazenska ovadba proti enemu od teh nasilnežev, je ta nasilnež sam predlagal poravnavo in predlagal, da plača 3600 evrov poravnave za to, da ne bi ta sodni postopek šel naprej. Se pravi, lagali so nam tudi takrat, ko so trdili, da niso pretepali kmetov in lastnikov zemljišč, in jaz čestitam kmetom in lastnikov zemljišč, da so ovadili tega nasilneža, čestitam jim pa tudi za to, da tega denarja niso pospravili v svoj žep, ampak so ga namenili za društvo William Julian, za otroke z redkimi boleznimi. Se pravi, kanal C0, ob kanalu C0 se pišejo tudi lepe humanitarne zgodbe in hvala lastnikom zemljišč,
da jih pišejo. Naslednji shod tukaj pred ljubljanskim magistratom bo 30. septembra. Lepo vas prosim, zapišite na koledar, da se ne pozabi. Upam, da se ne vidimo prej se bomo videli, če bo nujno potrebno zaradi Jankovićevih aktivnosti na trasi kanala C0. Vode ne damo. Našega zdravja ne damo. Zdravja naših otrok in naših otrukov ne damo. Našega človeškega dostojanstva ne damo. Predvsem pa ne dovolimo, da bi se Janković in Golob namrežala v fris ob tem, ko se bomo mi zvijali v bolečinah zaradi zastrupljene vode. Se pravi, drage prijateljice in prijatelji, hvala Bogu za to čudovito vreme v tem deževnem dnevu. Se spomnite, ko je bilo romanje v Meko in so mediji govorili, da je umrlo več kot 1000 ljudi zaradi vročine. In tisti čas je bila huda vročina tudi tukaj. In ne mi zameriti, ampak ustrašil sem se, da bi zaradi hude vročine umrl tudi kakšen borec za čisto pitno vodo. Ampak gledajte, Bog je tako lepo poskrbel, da nimamo vročine in tudi nimamo dežja. Tako da imamo pravzaprav čudovito vreme za ta letni čas. Hvala se pravi vam in hvala Bogu za to čudovito lepo vreme. Hvala vsem, ki ste prišli. Jaz se grem sedaj takoj naprej boriti za čisto pitno vodo in za vse druge pomoči potrebne v Ljubljani. Vam pa želim vsem srečno pot domov in lepe počitnice, lep dopust in vse lepo v tem času, ko se ne bomo videli. Srečno!